Poslovno je bilo pravzaprav zelo dobro leto, izredno stabilno obratovanje naših objektov. Tudi seveda plan smo imeli izrazito visoke plane, tako na dobičku kot na prihodkih, kot na obratovalnih rezultatih. Zanesljivo obratovanje nekaj, kljub enem manjšem izpadu na koncu, zelo visoka proizvodnja, hidrologija zelo slaba v prvi polovici leta, dobra v drugi polovici leta in pa veliko obratovanja s Termoelektrarno Brestovica, tako za sistemske storitve kot za trg. Kar pomeni, da smo, končali eno najbolj uspešnih let, tudi v finančnem smislu. Prihodki skupine bodo na nivoju 2,3 milijarde evrov, dobiček na nivoju skupine 65 milijonov evrov, neto dobiček, planirali smo 53 milijonov, na nivoju družbe prihodki na nivoju 230 milijonov evrov, dobiček, ki smo ga planirali 33 milijonov, bomo dosegli nekje 45 milijonov, kar pomeni, da smo dosegli rekordne rezultate. Ob tem pa seveda moram poudariti, da je bilo leto izredno, dinamično, zahtevno za zaposlene in pravzaprav z veliko izkušnjami, znanjem in motivacijo ljudi smo nekako in motivacijo tudi in izkušnjami vodstvenih ekip smo lahko se soočili z koronavirusom in seveda z, fokusom na to, da smo zagotovili zdravje zaposlenih in seveda vse tiste remonte in dejavnosti, ki so bile potrebne v lanskem letu, da so elektrarne zanesljivo obratovale in s tem zagotovili pravzaprav zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema in tudi zagotovili zanesljivo oskrbo uporabnikom, ki so še posebej v lanskem letu, seveda je bilo pomembno, da smo imeli tako dobro zanesljivost. Podaljšanje obratovanja smo mi pravzaprav načrtujemo že desetletja nazaj, jasno tako preko investicij, preko varnostnih izboljšav, preko zamenjave opreme, preko zamenjave kadrov, nabave goriva, rezervnih delov in vse ostalo. Tudi skupaj s Hrvati smo se seveda to na meddržavnih komisijah in tudi na nadzornem svetu in na skupščini dogovorili. Dodatno je seveda potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, nekaj je pristopilo k izdelavi elaborata za to in se pripravljajo, tako da bomo se tudi temu postopku posvetili. Verjamemo v to, da argumenti, predvsem okoljski, pa tudi ekonomski, so na strani, da je smiselno to elektrarno obratovati čim dlje. Do 2023 so roki tudi za periodični varnostni pregled, kar je tudi NEK pristopila k temu. Tako da dejansko pa pričakujemo, da bomo obratovali do leta 2053 ali pa 2063. Seveda, novi izziv je novo leto, v katerega prihajamo. Cene na trgu so padle nekje med 10 in 15%. Mi smo prilagodili skupino na te nove razmere, kljub temu zastavili vse poslovne načrte vseh naših družb in celi skupini, kar zahtevne poslovne načrte, sprejeli že pravzaprav v novembru mesecu in praktično točno na teh planih tudi danes delamo, tako da bo zahtevno leto. Ne bo do pričakovani dobički tako visoki kot lansko leto, vendar pa že v letu 2022 se nam kažejo boljše razmere. Bomo pa izvedli vse investicije, ki jih planiramo v letošnjem letu in tudi seveda zahteven remont v Nuklearni elektrarni Krško z temi upoštevanjem seveda teh ukrepov, ki bodo takrat v veljavi. Kako ocenjujete to, kar se zdaj dogaja za drugi blok jedrske elektrarne? No, mi ocenjujemo, da je dobro, da je Slovenija podpisala, dajmo reči, nov memorandum z Združenimi državami na področju civilne uporabe jedrske energije in s tem pravzaprav spodbudila tudi privatne organizacije za bolj dinamični pristop na tem področju. Tudi v svetu se dogaja vrsto novogradenj, vrsto novih sporazumov. Nekako je jasno v svetu, da brez jedrske energije ne bo učinkovitega pristopa v nizkoogljično družbo, ne bo ekonomike, ne bo ohranjanja okolja in zato seveda se večina držav po svetu intenzivno odloča za jedrske programe. V Evropi je to Poljska, v koncu lanskega leta je v to šla tudi Belorusija z zagonom prve jedrske elektrarne. Jasno, Madžari nadaljujejo s svojim jedrskim programom z izgradnjo dveh novih. Edino Nemčija ima seveda drugačne filozofije, vendar pa opažamo, in lansko leto je bilo izrazito opazno, veliki problemi pri oskrbi z energijo v Evropi. Tudi mi smo v septembru pomagali Nemčiji za njihovo oskrbo. Velike oscilacije tako na strani porabe kot na strani proizvodnje z obnovljivimi stohastičnimi viri vetra in sonca. In seveda zdajle je bilo pa tudi petek kar veliki tranzient na omrežju, ker se je pravzaprav zaradi velike porabe v srednji Evropi, predvsem v Nemčiji in severu Nemčije in Francije, pa tudi verjetno od zadaj Španije, prišlo do prevelikih prenosov količin iz Balkana
iz hidroelektrarn, plinskih elektrarn in pa iz termoelektrarn, in seveda so se izklopili daljnovodi in je ostala Srbija, Romunija, Bolgarija, seveda v zadnji tudi Grčija osamljena. In tudi mi smo pravzaprav pomagali v tistih prehodnih pojavih dobavljati energijo, ki je zmanjkalo z Balkana, govorimo pa seveda o nekaj tisoč megavatih. Tako da dejansko te tranzienti so, rezerv je manj, zato se nam tudi pomembno zdi, da mi v Brestnici nadaljujemo z izgradnjo teh rezervnih enot, ki pravzaprav v takih primerih zelo prav pridijo. Prav gotovo dolgoročno je to izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne, ki bi nekako zaprla to luknjo, ki že danes obstaja v Sloveniji in na Hrvaškem, ker že danes skupaj, ko si štejemo, povprečno potrebuje Slovenija in Hrvaška nov blok jedrske elektrarne za 1200 megavati. V prehodnem obdobju je to Brestnica, prav gotovo naslednji agregati, pa tudi hidroelektrarna Mokrice lahko bistveno prispeva k tem, ker potem lahko celo verigo obratujemo bistveno bolj efikasno v tistih urah ali pa tistih minutah, če hočete, ko je poraba po energiji velika oziroma ko so taki tranzienti. V tem primeru tudi s hidro seveda si pomagamo in nadomestimo vsaj za kratek čas seveda energijo, ki jo potrebujemo.